Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu, in če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In seveda, če to spremljate kasneje, je najboljše, res najboljše, da se naročite na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček in pa tudi komentirajte spodaj pod videom, kakšno je vaše mnenje o novicah in pa o tehničnih analizah. Danes je četrtek, 4. junij in včeraj smo imeli spet kar precej takih rdečih novic. No, tukaj je ena včerajšnja novica. Bitcoin je ponovno pod močnim pritiskom prodajalcev, saj je njegova cena padla pod mejo $66,000. No, kot bomo videli kasneje, v tehnični analizi je padla še kar precej nižje. Povod za padec so nove vojaške zaostritve med Združenimi državami in Iranom, ki so na finančnih trgih sprožile val negotovosti. Vlagatelji se v času geopolitičnih napetosti pogosto umikajo iz bolj tveganih naložb, med katere še vedno spadajo tudi kriptovalute. Padec Bitcoina je povzročil tudi množične likvidacije vzvodnih pozicij, zaradi česar se je prodajni pritisk še dodatno okrepil. No, včeraj smo poročali, da naj bi te likvidacije obsegale tam nekje milijardo, zdaj naj bi obsegale že 1,5 milijarde, če ne celo več. In še nadaljujemo tukaj s tole novico. Današnji zdrs, samo malo, da se vidi tale novica. Torej, današnji zdrs pod $66,000 predstavlja najmočnejši enodnevni padec Bitcoina po februarju letos. V zadnjih tednih se na trgih kopiči več negativnih dejavnikov, od geopolitičnih napetosti do odlivov kapitala iz kriptoskladov in povečane previdnosti institucionalnih vlagateljev. Analitiki opozarjajo, da se je kratkoročno razpoloženje močno poslabšalo, zato bo za ponoven zagon rasti potrebno precej več optimizma in svežega kapitala. Nekateri tehnični analitiki zdaj kot naslednje pomembno območje podpore spremljajo raven okoli $60,000. No, te ravni še nismo dosegli, smo pa prišli kar blizu. Naslednja novica se pa zadeva Ethereuma. Zelo zanimivo. Namreč, ali bo Ethereum končno presegel Bitcoin? Namreč, v banki Standard Chartered medtem menijo, da bi lahko Ethereum v prihodnjih mesecih prehitel Bitcoin glede donosnosti. Njihovi analitiki ocenjujejo, da ima Ethereum zaradi staking mehanizmov, razvoja tokenizacije in vse večje uporabe stablecoinov ugodnejše temelje za rast. Po njihovih napovedih bi lahko Ethereum do konca leta v primerjavi z Bitcoinom pridobil več kot 40% vrednosti. K pozitivnim pričakovanjem prispeva tudi dejstvo, da se vse več institucij zanima za uporabo Ethereumove infrastrukture pri gradnji finančnih storitev na blockchainu. Ethereum napram Bitcoinu je v bistvu, kolikor sem jaz nazadnje gledal, v bear marketu že vse od leta 2022. In potem imamo še eno novico tukaj.
zadeva se Zcash-a, ki je v zadnjem času doživel kar veliko rast. Pozornost vlagateljev je pritegnil tudi projekt Zcash, kjer je omrežje za več ur prenehalo proizvajati nove bloke. Dogodek je sprožil zaskrbljenost glede stabilnosti omrežja in povzročil padec cene kriptovalute ZEK. Čeprav so nekateri razvijalci kasneje pojasnili, da ni šlo za popolni spad omrežja, temveč za tehnične težave pri potrjevanju blokov, je negotovost med vlagatelji povzročila razprodajo. Primer ponovno opozarja na pomembnost zanesljivosti blockchain omrežij, saj lahko že krajše motnje močno vplivajo na zaupanje uporabnikov in gibanje cen. No, Zcash si bomo tudi ogledali v tehnični analizi. Pa pojdimo zdaj najprej na Bitcoin. Kaj se tukaj zdaj dogaja? Ja, kot vidimo, Bitcoin je kar drsel dol naprej. In očitno naše bike popolnoma nič ne izuči. Ponovno, tukaj imamo zdaj 15-minutni časovni interval, biki ponovno tukaj stavijo na rast. In to lahko pomeni zdaj, da bi mi lahko padali še naprej dol in obiskali našo znano mejo na okoli 60.000. Poleg tega na 15-minutnem časovnem intervalu je zelo jasna tale skrita medvedja divergenca. Kot lahko vidimo, imamo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj imamo vrh in pa celo višji vrh. Tako da, ja, prišli smo vse dol do 61.300 in zdaj se možnosti povečujejo, da mi spet obiščemo mejo 60.000, ki je bolj jasno vidna tukaj na 4-urnem časovnem intervalu. To je pa tukaj, to se bolj slabo vidi zaradi tega volumna tukaj spodaj. No, do tukaj smo prišli pri tem padcu, kdaj je bilo to? 5. februarja. 5. februar, ja, prišli smo vse dol do 60.000 in zdaj smo zelo, zelo blizu. Tukaj so se sicer pojavili kupci in smo naredili tole pozitivno svečko, ampak še vedno lahko gremo testirati tole s polnimi svečkami, najprej mejo 61.400 tam nekje in potem, seveda, kot sem tudi že omenil, naprej dol do 60.000. Včeraj smo izrisali ta dva scenarija. Tukaj ta prvi, da bi lahko zdaj imeli neko rast in bi se odbili od tele trend linije, kjer smo povezali prejšnja dna, ampak to se ni zgodilo. Mi smo kar padali še naprej, tako da se je izvršil naš drugi medvedji scenarij. In kar me še najbolj skrbi, po tem indikatorju lahko vidimo, tudi na 4-urnem časovnem intervalu se nabirajo dolge pozicije in to bi lahko bil povod za nadaljevanje padanja. Mi je pa kar všeč tale velik nakupovalni volumen. Bomo videli zdaj, kako se bo vse skupaj naprej izvršilo. Poleg tega, se spomnite, kaj sem govoril včeraj, mi smo dosegli s tem padcem preprodano območje. In v včerajšnji epizodi sem jaz ponavljal, da se ne splača nakupovati v preprodanem območju, zaradi tega, ker lahko padamo še naprej dol preko divergenc. In seveda, mi smo padali še naprej dol in zdaj se nam počasi dela tukaj divergenca, kar se tiče RSI-ja. Imamo
tukaj dno in pa nižje dno v gibanju cene. Medtem ko RSI pa tukaj dela dno in pa višje dno. Tako da bomo videli zdaj, kako se bo tole izvršilo. Če bomo padali še naprej dol, seveda se tale divergenca lahko nadaljuje. Zdaj za pričakovati bi bilo tukaj nekakšen odboj in potem seveda obisk meje 60.000. To se meni zdi zdaj trenutno najverjetnejši scenarij. Drugače, kaj pa vi mislite, kar komentirajte spodaj. Poglejmo si zdaj še likvidacijska območja. Tukaj, kot lahko vidimo, mi kar pobiramo tukaj dol naprej. Prišli smo vse do 61.200 in ogromno je tukaj zgoraj ljudi, ki so stavili na padec. Meja na tam nekje 68.000, tako da bo treba spremljati, če bomo mi šli tole slučajno obiskati. 68.000, da vidimo, to imamo mi tukaj točno nad tem vrhom. In če mi tole obiščemo, potem je tudi večja možnost, da mi gremo testirati tole linijo kot odporno mejo. Tole smo mi začrtali včeraj in če pač odzumiramo, oddaljimo, vidimo, da imamo tukaj naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. Cilj tega klina smo tudi izmerili in pride do tam nekje 50.000. Tako da tukaj bi bila nekje ključna meja in se je tudi ujemala z včerajšnjo novico. Poglejmo si zdaj še Ethereum, kaj se kaj dogaja tukaj z Ethereumom. Mislim, da se malo boljše drži kot Bitcoin, vsaj tako se mi zdi, ampak tudi pri Ethereumu je več možnosti, da mi padamo še naprej dol. Vidimo tukaj biki so kar stavili na rast. In ja, tudi tukaj zdaj na tem vrhu ponovno stavijo na rast, kje imajo stop losse. Po mojem tukaj nekje na 1728. Tako da po mojem bomo mi šli tole pobirati naprej dol in očitno še nižje, kot sem že prej omenil, bike očitno nič ne izuči in dokler bodo te stave na rast, bo to lahko nadaljno gorivo za padanje naprej dol. Poglejmo zdaj še 4-urni časovni interval. Tukaj tele trend linije praktično ni več, tako da jo bom zbrisal. Šli smo pobirati tole območje, zdaj smo ga kompletno pobrali na tam nekje 1780. Ja, včeraj smo se ga dotaknili in smo izpostavili možnost, da gremo še globlje notri. No, zdaj smo ga v bistvu praktično pobrali in kot sem tudi že izpostavil pri Bitcoinu, tudi Ethereum, sicer nismo tukaj še v prenakupljenem območju, ampak se pa bližamo, torej ogromno ljudi tukaj zdaj stavi na rast in to dno se tudi povezuje tudi s tem od 24. februarja in pa s tem od 5. februarja in mi bi lahko tole mejo na okoli 1785 tudi izgubili. Zdaj, če mi tole izgubimo,
bi lahko mi padali naprej dol do tam nekje 1500, tukaj bi bila potem naslednja meja in tukaj imamo kar konkretno podporo, kar se tiče Ethereuma, torej 1500 bi bila naslednja meja, ki bi jo bilo treba gledati pri Ethereumu, ampak sem pa tudi že izpostavil pri Ethereumu, ogromno je likvidnosti za navzgor, tako da enkrat, ko se bo vse to skupaj obrnilo, enkrat, ko bodo na trg prispeli biki, bodo lahko kar konkretno kaznovali vse medvede, kar se tiče Ethereuma, in to bi se lahko tudi ujemalo s tole novico, ki smo jo prebrali danes, da bi lahko Ethereum počasi začel presegati Bitcoin. Še ena zanimivost, ki jo bom pokazal tukaj, je Nasdaq. Včeraj smo imeli tale majhen padec, tole malo rdečo svečko, kar se tiče Nasdaqa, in ste videli, kako je tole potem vplivalo na kriptotrg. Na kriptotrgu je bil cel kolaps. Tukaj še vedno opozarjam na tole medvedjo divergenco. Imamo zelo očiten višji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI je pa tukaj naredil nižji vrh. In če se tole zdaj izvrši, bi lahko mi padli tudi dol vse do zgornje meje tega kanala. To bi bil padec tam nekje 10%, kar bi bila katastrofa za delniški trg. In pa še večja katastrofa za kriptotrg. In ja, potem bi se lahko tudi dejansko izvršil padec vse do 50,000. Obljubil sem še, da bomo pogledali Zcash, kaj se dogaja, kaj z njim. Imeli smo zelo impresivno rast, tukaj vse od 29. marca, dajmo to izmeriti, koliko smo mi tukaj zrasli, vse do tega vrha tukaj zgoraj, za 218%. Zelo impresivno. Ampak dosegli smo zdaj tale prejšnji vrh. To je bil vrh iz leta 2025, 17. november 2025, ampak ima Zcash še kar precej zgodovine za nazaj. To bi morali pogledati tedenski časovni interval, ampak trenutno mi zdaj spremljamo tale vrh, tole mejo, to je meja na okoli 675. Mi smo se zdaj zadeli ob to mejo in treba bo zdaj nekaj paziti, ker zdaj jaz vidim tukaj. Imamo tole horizontalno mejo na okoli 516 in treba bo paziti, da mi slučajno tukaj ne delamo vzorca Head and Shoulders. To bi bil medvedji vzorec. Seveda, ključna meja pri tem vzorcu je tam nekje na 516, 518. Če mi tole mejo izgubimo, potem bi lahko padali naprej dol, vse do te meje tukaj, ki sega tam nekje od 318 pa vse do 362. Tako da to bo treba zelo paziti pri Zcashu. To bi bil, če mirimo od tele meje, to bi bil padec za tam nekje 33-34%. Ampak dokler ne dokončamo tega vzorca, je vse še v igri. Tukaj bi bil tudi bikovski scenarij, da mi nadaljujemo tole rast in prebijemo tale prejšnji vrh na okoli 670, torej da ga prebijemo, naredimo podporo in potem rastemo
naprej gor. Kar se pa tiče dolgih pozicij, no, tukaj imamo sicer zdaj dnevni časovni interval in ja, kažejo se tudi dolge ali kratke pozicije za Zcash. Tukaj imamo tole črno krivuljo. Zaenkrat so ljudje malo prešaltali in so začeli postajati kar malo bolj negativni. So pa tukaj točno na tem vrhu stavili na rast. Okej. Dajmo pogledati 4-urni časovni interval, da vidimo malo boljše tele dolge, kratke pozicije. Ja, tukaj ogromno dolgih pozicij, kar se tiče Zcasha. Stop losse so po mojem imeli naštimane tukajle na okoli 568 in seveda to je bilo potem vse tudi pobrano, tako da tole bom zdaj zbrisal. Sigurno so imeli stop losse tudi tukaj na 518, tudi pobrano. In kaj se zdaj dogaja? Ja, Zcash počasi drsi dol in nismo še v preprodanem območju, ampak nabirajo se kratke pozicije. Kar se pa tiče RSI-ja, bi pa mi zdaj tukaj lahko naredili, imamo neko mini rast, odboj, lahko bi naredili tukaj eno skrito bikovsko divergenco, ampak nismo prišli do preprodanega območja. RSI je trenutno malo neodločen, tako da bo treba tukaj spremljati in videti, kaj se bo v bistvu tukaj dogajalo. Še naprej bom jaz dal nazaj na dnevni časovni interval. Tukaj smo dosegli prekupljeno območje. Naredili smo medvedjo divergenco. Imamo vrh, nižji vrh pri RSI-ju, medtem ko pri gibanju cene smo naredili vrh in pa višji vrh. In tale divergenca se je zdaj izvedla. In kaj smo še naredili? Naredili smo tudi skrito bikovsko divergenco, ki bi lahko namigovala na nadaljevanje rasti. Imamo dno in pa višje dno v gibanju cene. Tole bom odstranil, da se bo lepše videlo. Medtem ko tukaj imamo dno in pa nižje dno. In bomo zdaj videli, če se bo tale skrita bikovska divergenca izvršila. In če prebijemo tole mejo na okoli 670, potem je tudi več možnosti, da se izvrši bikovski scenarij. Tako, to bo tudi vse za danes. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili pa ogledali video v celoti. Seveda, če se mi želite pridružiti v živo na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Če pa to spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, to ful pomaga pri algoritmu, da tudi priporoča drugim ljudem, da si ogledajo tale video, pa tudi komentirajte spodaj. Zelo zanimive debate se razvijajo in tudi zelo rad podebatiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej. Imejte se fajn in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.